Svetovalnica. Spoštovani poslušalci, v današnji svetovalnici na dan vernih duš lepo pozdravljam sestro Emanuelo Žerdin. Dober dan. Dober dan vam in vsem poslušalcem. Ja, danes ste vstali že zgodaj, ker ste se k nam pripeljali iz daljnega Prekmurja, no, saj ni več tako oddaljeno, odkar je povezava dobra, predvsem tudi danes ni bilo gneče na cestah, kaj ne? Je kar v redu, ker za praznike vse sveti se zmeraj radi vračamo na mesto svojih korenin in svojih prednikov. Ja, res hvala, da ste se v tem času oglasili pri nas. Kot upokojenka imate še manj časa kot prej in o tem, kako zdaj svoj čas preživljate, predvsem pa z vašimi bogatimi izkušnjami na področju spremljanja umirajočih bova nadaljevala tale pogovor. Namreč dejali smo v napovedniku, mnogi si želijo svojcem podariti to, da odidejo na svojem domu. To je nekaj, kar je marsikomu taka velika želja, ampak velikokrat se zgodi, da ni uresničljiva. Rekli smo, ker ni dovolj znanja, ker ni dovolj moči. Kaj pravite vi na to? Res je, večina umirajočih želi tudi, da umre doma. Ne? Nekateri so res bolj naklonjeni misli, da umrejo v bolnišnici, ampak zakaj? Da niso v breme svojim domačim. Ne? To je nekje največja skrb, da ne bom domače obremenil. Ne? Tisti pa, ki lahko umrejo doma, ne? Se res počutijo nekje privilegirani, ne? Ker nekako se zdi, da tudi s tem, ko so doma, v mestu, kjer so živeli, kjer so delovali, da na nek način tudi smrt malo udomačijo, da ne izgleda vse tako strašno in grozno, kot si predstavljamo, ampak gre naprej kot kot del življenja, kot tisti naravni konec življenja. Predvsem pa med svojimi ljudmi, obdani s tistimi, ki jih imamo radi, ne morda z nekimi tujci v neki instituciji, ne? Tako je, to je pa še prav posebej dragoceno, ne. Jaz sama nisem mogla tega doživeti, ne. Še preden sem se povezala in delovala v hospicu, sta mi umrla oče in mama, oba v bolnišnici, ne. In se spomnim, da je to zmeraj nekje ena majhna bolečina. Nisem bila zraven takrat, ko sta umirala v tem edinstvenem trenutku. Vem pa tudi, da domači na nek način lažje potem grejo skozi čas žalovanja, če so prisotni in če so nekje lahko izpolnili to željo svojega dragega ali pa umirajočega, da je ostal med njimi do konca. Ampak vedno, kot smo rekli, ne gre tako. Morda kar kakšen primer iz vaše dolgoletne prakse spremljanja, morda še v času, ko ste delali v dolgotrajni oskrbi? Ja, res je. V dolgotrajni oskrbi sem kar nekajkrat bila prisotna ob tej stiski domači, ki so si želeli narediti vse, da bi njihova draga oseba ostala doma in umrla doma. Zelo me je pretresel en slučaj mladega moža, ki je res za svojo ženo želel na vse urediti, da bi ostala doma do smrti. Ampak je potem nastala tako velika dihalna stiska, da je vedel, da ji ne more več pomagati in da je ona morala nazaj v bolnišnico. In ko sva 2 uri čakala rešilca, ne, sva se o tem pogovarjala in je rekel, najbolj mu je nekje težko, da je ni izpolnil to željo ali pa to obljubo, da bo ob njej do konca ali pa da bo ona ostala doma do konca. Samo težko je gledati trpljenje in ne pomagati, ne. Takrat res narediš pač vse, kar misliš, da je najboljše za bolnika, ne. In zato je nekje zelo pomembno najti načina, kako pomagati tistim, ki imajo umirajoče doma. Kako bi mu lahko v tem primeru prišli naproti, da bi lahko žena ostala doma? Tu so paliativni timi, tu so patronaže.
Zdi se mi, da so ljudje, predvsem po vaseše, premalo ali pa zelo skromno obveščeni o vseh teh hospic timi, paliativnih mobilnih timi, pa tudi kaj vse imajo pravico kar se tiče patronaže. Ne? In potem se znajdejo v stiski posebej starejši ali pa kmečki ljudje in se ne vejo, kam obrniti. In zdi se mi, da bi bilo potrebno res se z ljudmi pogovarjati. Ne? Nekje jim omogoči, tudi upokojencem, tudi vsem tem domačim, ki imajo mogoče mlajše bolnike doma, ne? Da to in to imate pravico, to in to je nekje tukaj, je blizu vas, tu lahko prosite pomoč, naredite to, da bo lažje vam in vašim bolnikom. Ne? In če smo zdaj konkretna, kaj je tisto, kar imajo na voljo, torej paliativni tim, ki je onkološki tim, ne? Pravzaprav paliativni mobilni timi so zdaj realnost, ki nastaja, je že oblikovana, ampak ne še čisto. Ne. Najbolj aktivni in znani je bil paliativni mobilni tim na Gorenjskem, ne, kjer je že dolgo deluje, že ne vem koliko vrsto let. Ne. Zdaj je potem onkologija, ki že ima tudi nekaj paliativnih sob, tudi organizirala svoj paliativni mobilni tim. Ampak to je zmeraj za onkološke bolnike in bolj na področju Ljubljane. Vem, da imajo tudi v Prekmurju, v Murski Soboti, v bolnišnici paliativni mobilni tim in da je paliativni mobilni tim v nastajanju v Mariboru. Kajti sodelavke, ki bodo delovale v teh paliativnih mobilnih timih, so ravno te dni ali pa te mesece prihajale k nam na prakso v hišo Ljub Hospic. In tako da vem, da so paliativni timi, ampak nekako se mi zdi, ne, veste, če tudi delimo letake po bolnišnicah, če tudi se to najde na mediji, največja pomoč je kot zdravnik, ki odpušča tvojega umirajočega domov, ne, pove, glejte, mi smo naredili vse, ampak naprej ne moremo iti. Zato pa imate paliativno pomoč, imate paliativno oskrbo in jim malo objasni, da ta paliativna oskrba